Po odličnem karavanu je Subaru v Slovenijo pripeljal še limuzino. Z njo v bistvu nagovarjajo drugačne kupce, predvsem tiste, ki pogledujejo k prestižnim nemškim limuzinam. Japonci pravijo, da bi jih moral prepričati izgled, ponudba opreme in prostora, najbolj pa seveda vozne lastnosti. Ampak takšen Subaru bo ostal redek in to je dejstvo. Marsikdo bo namreč že samo zaradi imidža izbral kakšnega Audija ali BMW-ja, čeprav tu dobi kaj več. Mene vedno znova navduši, kako se Subaruji peljejo. Celo za razred manjši na papirju ter na videz bolj športni avtomobili so v praksi počasnejši kot tale velika limuzina. Podvozje je tako dobro uglašeno, da je res udobno, hkrati pa se avtomobil zaradi nizkega težišča krasno drži ceste in je povrh vsega še odlično vodljiv. Z vsekolesnim pogonom sploh ni okoren, ampak poskočen, z mesta ali z ovinka pa se kar odlepi. Čeprav ima dvolitrski dizelski motor le 110 kW, je zelo prožen, vožnja z njim pa prijetna, ker je lepo tih in tudi dovolj varčen, da se nakup dizla dejansko splača. Meni je na testo porabil slabih 7 litrov. Ima pa dve pomanjkljivosti, ki sta lahko zelo moteči. Voznicam verjetno ne bo všeč pretrd pedal sklopke, mene pa je najbolj motilo, da lahko prtljažnik odpirate le s tem gumom na ključu. Tudi zaslon bi bil lahko bolj moderen z več informacijami, ampak vsega pa tudi ne morete imeti za dobrih 30 000 evrov, ker bi bil sicer že popoln. Legacy res navduši svojo vožnjo in uporabnostjo v vseh razmerah. In čeprav bi imel sam veliko raje karavana, je limuzina dobra alternativa na začetku omenjenim nemškim limuzinam. Res, da ni tako prestižna, je pa zato še vse drugo.